Mi mislimo, da je tu ena izmed glavnih usmeritev uvedba pokrajin. Pokrajin, ki bo imeli neko razvojno funkcijo in v katerih je že bil dosežen konsenz v prejšnjem mandatu, vse do neke mere. Zato mislimo, da je to možno vesti zelo hitro, zakonodaja je v glavnem pripravljena, potrebno je malo modificirati glede na sedanje evropsko stanje. V prejšnjem mandatu je bil dosežen že na referendumu konsenz o oblikah pokrajine, tudi nekako o število, vse v glavnem. Na koncu seveda ni bilo to sprejeto zaradi političnega prestiža, ker pač predlagatelj ni bila mogoče kakšna druga opcija. Čeprav so se tudi marsikateri župan druge politične opcije se strinjal z takim načinom, predvsem zato, da se čim prej gre v uvedbo pokrajin. Zdaj, veliko se govori o stroških, koliko pokrajine stale. Mi zagotavljamo, da dodatnih stroškov ne bo, tako kot je omenil predsednik že prej, se poleg nalog, ki bo prenešene iz državne ravni in občinske na zgor, bodo prenesli tudi financiranje in seveda tudi kadri, ki že zdaj nekaj področja zastopajo na državni, lokalni ravni in predvsem na področja sedanjega delovanja upravnih enot. Zdaj, pomen pokrajin se kaže v zadnjem času posebej še v tem, ko vlada, bom rekel, nekako ene leto dni ne deluje pravilno, oziroma ne deluje tako, kot bi morala. In tukaj zdaj se vidi, kako manjka ta vez med državo in občinami. Občine so še operativne, vsaj zaenkrat, čeprav jim zmanjkuje že moči. In če bi imeli danes pokrajine že uvedene, bi bilo bistveno drugače, bi bila tisti support in nudile pokrajine, ki ga potrebujejo in ga z države ne dobijo. Jaz bi samo še povedal tole. Naslednji teden bo v državnem zboru sprejete bistvene odločitve, ki bo vplivali na vse nas in takrat se lahko to stanje preseka, ta status quo zaključi in se da čim prej prilika nekomu drugemu, da spelje te projekte do konca.